Gremo v kino. Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Te dni se v Španiji začenja filmski festival v San Sebastianu, kjer je v glavnem tekmovalnem programu tudi film slovenskega režiserja, ki ustvarja na Češkem, Olma Omerzuja. Predstavljamo tudi serijo Voz Franceta Štiglica iz leta 1965, ki je bila preteklo sredo prikazana v slovenski kinoteki. In napovedujemo festival migrantskega filma, ki se začenja v ponedeljek, ocenjujemo pa tudi filma Poletne počitnice Petre Seliškar in filme o Morte Igorja Bezinoviča. Vabljeni v našo družbo. Danes se začenja mednarodni filmski festival v španskem San Sebastianu, ki bo potekal vse do 27. septembra. V glavni tekmovalni program se je med 16 filmov iz celega sveta uvrstil tudi film Nehvaležna bitja, celovečerni film slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem. Film je češko, slovensko, poljsko, slovaško, hrvaško, francoska koprodukcija. Zgodba pripoveduje o Davidu, ki svoja otroka odpelje na počitnice na Jadransko morje v upanju, da mu bo uspelo ohraniti svojo razpadajočo dvojezično družino. Njegova 17-letna hči Klara, ki se spopada z motnjo hranjenja, se tam zaljubi v domačina Denisa. Ko Denisa obtožijo umora, David otroka hitro odpelje nazaj domov. Klarino stanje se hitro poslabša in pristane v bolnišnici. Edino, kar še povezuje njene odtujene starše, je želja, da bi jo rešila. O nastajanju filma več Olmo Omerzu. V bistvu je bilo na začetku tako veliko različnih idej, ker jaz ponavadi tako na ta način ustvarjam, da nekako zbiram različne prizore, različne motive in ko se mi jih nabere dovolj, začenjam ugotavljati, kakšna je sploh zgodba, a je v teh prizorih neko skupno stičišče. Potem pa zelo hitro sem ugotovil, da neka osnovna ideja pa neko vprašanje je, ki me je zanimalo, je, kako daleč so starši pripravljeni iti, da bi rešili življenje svojega otroka. Pa tudi, če so v bistvu v teh situacijah na nek način prisiljeni v laži, v prestopanje nekih moralnih meja, v bistvu manipulacijo. Tako da to je ratal nek način osnovni motiv celega filma. Potem smo pa z Nebojšo Poptasičem pa s Kašo Jandačkovo, ki smo skupaj pisali scenarij, smo v bistvu na nek način gradili zgodbo, ki dramaturško v bistvu se mi zdi zelo sloni na, kako se na nek način laž razvija v zgodbi. Tudi ta laž na nek način je na začetku dokaj lahkotna, na nek način taka ta white lies, kakor pravimo, ne, da oče pošilja svoj bivši ženi fotografije, da bi potrdil, da je vse v redu na morju, da je on dober oče, da se razume z otroki in tako, pač, ker je po ločitvi. Potem pa naenkrat v bistvu skozi film se začne oče v te laži zapletati in posledično tudi mama, dokler ne pride do te neke malenkost čudne igre, kjer starša pač se pretvarjata, da sta nekdo drug, da bi rešila življenje svoje hčerke. V filmu je eden od osrednjih motivov tudi dejstvo, da gre za večjezično družino, kar pridoda k preprekam pri komunikaciji, ki je zaradi ločitve staršev že tako na trhlih temeljih. Gre za večjezično družino, v kateri oče je Anglež, mama je Slovakinja, živijo pa na Češkem, se pravi, da v bistvu dejansko niti ni dvojezična, ampak je trojezična, tako da otroci govorijo v bistvu drug jezik. Meni se je zdelo pa zanimivo v bistvu, da je to dejansko ločena družina, ki je ločena tudi v jezikih, s tem, da v bistvu sam tudi nekako živim v drugem okolju, pa govorim v večino časa jezik, ki ni moja materinščina. Pa recimo moja žena je Slovakinja, jaz govorim z njo češko, ona z mano slovaško. Pa recimo tudi v delu mesta, kjer živiva, je recimo veliko pač ekspatov, pa veliko družin. Na nek način v bistvu sem začel opažati ta fenomen. Pa začel me zanimati, pač, ker je tematsko dejansko znotraj te neke razbitosti v tej družini v bistvu zelo zanimiv. Potem sem pa v bistvu zelo veliko se ukvarjal s tem, na kakšen način funkcionirajo te družine, v smislu, na kakšen način uporabljajo jezike, obstaja nek sistem, kdaj otrok recimo začne govoriti pač ta svoj materni jezik, v bistvu kaj je njegov materni jezik, je to jezik okolja, v katerem odrašča, se pravi prijateljev v določenem obdobju sploh odraščanja, ali je to jezik pač
enega izmed staršev. Potem je tukaj tudi vedno zanimiva ta dinamika, da ponavadi nekdo od staršev je ta tujec v narekovaju, ki se pač odloči in se preseli v to državo, ki je recimo matična država te mame. Potem pri ločitvi se pa te stvari začnejo komplicirati. Zdaj naš oče ostaja v tej državi zaradi tega, ker bi bil rad blizu svojih otrok, istočasno pa obvisi v nekem takem medprostoru. Meni je bil zelo všeč ta casting, kar recimo, če gledate fotografije, pa videa, sem imel zelo občutek, da ta casting zelo funkcionira, ampak naenkrat sem imel pa vsaj nek strah, a bo gledalec verjel, da je to resnično avtentična družina. Zaradi tega, ker glih jezik v bistvu na nek način nam lahko najbolj izpodkopava ta nek občutek avtentičnosti, pristnosti. Tako da smo kar veliko časa na vajah porabili za to, da smo iskali v bistvu nek sistem, kdaj kdo govori kakšen jezik, čeprav v večini film je vsem v nekih 80% je v angleščini. Ampak sem pa uporabljal recimo prav to, da je recimo oče v svojo angleščino vsake toliko časa govori češko, ampak ponovadi v trenutkih, ko se hoče bolj približati svojim otrokom ali pa hoče biti bolj intimen, bolj srčen. Ena od glavnih junakinj v filmu, hči Klara, se spopada z motnjo hranjenja. Kaj je režiserju pomagalo pri prikazu te kompleksne teme na filmskem platnu? Moram reči, da mi pa na nek način najbolje pomagalo pri razumevanju v bistvu psihologije ali pa neke te lika, karakterja Klare, neki konkretni dnevniki, ki mi jih je dala ena izmed teh deklet, ki je to pač pred leti imela probleme z anoreksijo, je dala določene izseke teh dnevnikov, kjer dejansko ona je tudi rekla, da je že pozabila v bistvu na kakšen način je takrat doživljala v bistvu sebe pa svet okoli sebe. In enkrat je to na nek način mi nekako najbolj jasno osvetlilo, na kakšen način pristopati k liku Klare. Slovenski koproducent filma Nehvaležna bitja Olma Omerzuja, ki bo v San Sebastianu premierno prikazan v ponedeljek, je Rok Biček za Cvinger film iz Slovenije. Film pa je med drugim nastal s podporo Slovenskega filmskega centra in Viba filma. V sredo smo si v Slovenski kinoteki lahko ogledali 6 delov TV nadaljevanke v produkciji Televizije Ljubljana iz leta 1965 z naslovom VOS oziroma Varnostno-obveščevalna služba. Pred predvajanjem se je na odru odvil enourni razmislek o podobnostih in razlikah med zgodovinskimi okoliščinami te enote Osvobodilne fronte v okupirani Ljubljani in televizijsko fikcijo v režiji Franceta Štiglica, ki je bila prva TV serija v Jugoslaviji nasploh. Na odru sta bila filmska kritičarka Majda Širca in zgodovinar Bojan Godeša. Več pa Goran Tenze, ki je bil tam. Šlo je za tretji dogodek iz cikla Kino Ekran, dan zmage, letošnji 80-letnici vojaške zmage nad nacifašizmom namenjeni prireditvi v organizaciji revije Ekran in Slovenske kinoteke. Na TV serijo VOS, ki je spomladi leta 1971 sledilo 6 dodatnih nadaljevanj, je s člankom v eni od lanskih številk Ekrana opozorila Majda Širca. Kako je prišla do nje? No, nadaljevanko sem jaz seveda gledala iz filmskega oziroma kinematografskega stališča, predvsem zaradi tega, ker je bila popolnoma odsotna v našem prostoru, oziroma jaz je nisem poznala, nikjer se ni vrtela. Ljudje, ki so v njej nastopali in ki še živijo, so se ozirali naokrog in so šepetali, da izgineva, da je nekje v škatlah zaprta, da sploh ne vemo, ali še obstaja. Tako da me je zanimalo, kakšna je usoda te nadaljevanke, kakšna je vsebina in kakšno je tudi v kakšnem stanju se nahaja. Prvo sezono je Nacionalna hiša digitalizirala in se jo je dalo videti to sredo zvečer. Drugo serijo iz leta 1971 z daljšimi epizodami pa še hranijo na izvirnem 35 mm filmu in še čaka na ustrezno obdelavo. Glede na čas nastanka sredina 60-ih se je samo po sebi ponudilo vprašanje, ali gre za propagando tedanjih oblastnih struktur in mitologizacijo enobeja ali za kaj drugega.
gre za filmski projekt, kot je bil Frances Stiglitz pionir kinematografskega dela, to se pravi Na svoji zemlji, je bil tudi pionir televizijske serije, ki je bila popoln novum, ne samo v Sloveniji, ampak govorimo o Jugoslaviji. Leta 1965 ljubljanska televizija ni imela niti še slovenskega dnevnika, ni imela, stereo radio je imela ravno leta 1965, ampak drugače nič ni bilo, niti ni bilo prakse tovrstne, kaj je nadaljevanka. In mislim, da je prav s to serijo, s to pionirsko serijo in z razvijanjem druge serije o VOS-u, varnostno-obveščevalni službi, naredil Stiglitz enormen preskok, ne samo zaradi tega, ker jo ni obravnaval kot nek ideološki projekt zgolj ali pa kot nek projekt herojstva ali mitiziranja zgodovine, ampak v bistvu je posnel neke vrste vohunsko, kriminalni, bondovski, celo melodramski, tudi film noir maniri. V članku v lanskem Ekranu je Širca izpostavila tudi tedanje kritiške očitke seriji, da je bondovska, da na način kavbojk in detektivk ne spoštuje resnosti časa okupacije. V pogovoru pa povzela. Ampak te polemike so nastale tako, da so bile lepe okrogle mize v Delu, da so bili razgovori argumentirani. In če na hitro povzamem, in od teh razgovorov so sodelovali od Štiha do Apiha in tako naprej, ne? Ampak če povzamem, zaključil na nek način ga je Taras Kermauner z meni zelo ustrezno interpretacijo. Z zavedanjem, da gre za množični medij, televizijo, ki je takrat se dvigovala in seveda tudi prevladovala nad filmom že, ki ima posebne potrebe. Se pravi, ne gre tukaj za neko ideološko obračunavanje, ampak za obračunavanje med močjo ene in druge strani. Kdo je bolj predrzen, kdo je bolj uspešen, kdo je bolj vohunsko spreten in tako naprej. In mislim, da je bila ta teza najbolj ustrezna kritika te serije, vsaj prve runde. Majda Širca se je prikaza serije VOS lotila na filmski in ne na ideološki način razumevanja in razlage uporniške enote OF, ki so jo okupacijski in kolaborantski krogi razumeli kot sedaj dojemamo teroriste. Kako pa ta televizijski prikaz zgodovinskega časa okupirane Ljubljane vidi zgodovinar Bojan Godeša? Pravzaprav praktično vse odgovarja neki zgodovinski kredibilnosti. To so dogodki, ki so dejansko se zgodili zdaj. Seveda zgodbe tukaj v filmih, dialogi, to ne vem, ne moramo preveriti v arhivih, ampak cele vse te akcije in vse to, kar je, to se da vse v verjih videti, da drži. Skratka, ta historična kredibilnost, vse imajo neko to podlago. Tudi dialogi, način govora zelo ustreza tedanjemu medvojnemu načinu komuniciranja. Tukaj niso toliko Italijani važni, kot pa seveda slovenska stran, na eni strani partizani, kako občujejo in kako tudi nasprotniki, to se pravi v službi okupatorja Ljubljani, ki so bili tudi osebnosti, te najpomembnejše zlasti na strani te politične policije. To so vsi tudi, naprimer, mislim, da je France Presetnik, ki igra pravnika policije, to je Lovro Hacinbil, ki je bil po vojni obsojen na smrt skupaj z Rupnikom in pa Rösenerjem in tudi teža prestopka, ki je bil na smrt obsojen. Naprimer, Rupnik je bil z ustrelitvijo, Rösener in Hacin sta bila pa z obešene, kar je najtežja kazen. No. Pred sklepom še zanimivost. Po koncu debate na odru pred predvajanjem je sledilo par obtoževalnih vprašanj o VOS-ovcih kot poklicnih morilcih Slovencev in navdušeno ploskanje večinske mlade publike ob zaključku vsake od 6 epizod prvega dela serije. Akcija! Za nas je on okupator in fašist. Compagni, a chi l'Italia bella? Jel biste možda voljeli nastupiti u ulozi D'Annunzija? Pogledajte me, apsolutno. Nel mondo folle e vile. Pot v slovenskih kinih je začel najbolj gledan hrvaški dokumentarec doslej, Fiume o morte.
Film hrvaškega režiserja in scenarista Igorja Bezinovića na humoren in igriv način z naturščiki ponovno uprizarja fašistično okupacijo Reke po prvi svetovni vojni. Film ocenjuje Žiga Brdnik. Fiume o morte je vzklik protofašista, megalomana, samodržca in pesnika Gabrieleja D'Annunzija, s katerim je po prvi svetovni vojni okupiral Reko in navdihnil naslednje fašistično razdejanje Evrope. V bistvu navdihuje še danes, ko je politični teater absurda z relativizacijo zgodovine in ponovnim vzponom fašizma vred preplavil ves svet. Zato dokumentarni film Fiume o morte nikakor ni le zgodovinski film, ampak še kako aktualna analiza današnjosti, ki se sprašuje, v kakšni obliki se pojavlja danes in kako se mu zoperstaviti. Igor Bezinović, tudi sam Rečan, je vzel ta vzklik in pompozno performativnost fašizma, ki jo simbolizira, ter ju obrnil proti njemu samemu. Tako da je v vlogo D'Annunzija in njegovih fašistov postavil današnje Rečane ter z njimi ponovno uprizoril to neslavno poglavje v zgodovini mesta. Z veliko mero humorja in z več kot le zrnom soli fašistični teater absurda vzame tako resno, da postane sam svoja parodija. Nekako po zgledu Žižka, ki pravi, da se zgodovina ponavlja, najprej kot tragedija in potem kot farsa, a s pomembno nadgradnjo. Realnim ljudem, ki živijo s to zgodovino, je dal moč, da jo sami izživijo, interpretirajo in subvertirajo. Rezultat je fascinanten kolaž zgodovinskih podob in njihovih ponovnih uprizoritev, ki vibrira v ritmih odlične glasbe in pristne človeške energije. Tako kot fašizem, ki povsod ponovno dviga glavo, živi tudi odpor trdoživih ljudi, ki so ga enkrat že premagali in so ga zmožni vedno znova, če le dobijo glas in stopijo na oder zgodovine. Kjer so odpovedale oblike upora, ki so se jemale skrajno resno, preresno morda, je mogoče odgovor ljudski, človeški, karnevalski duh. In ta veje iz Bezinovićevega dokumentarca na vsakem koraku, dokler dejansko ne preraste v karneval, praznik mesta, ki slavi samo sebe, namesto kakšnega samooklicanega pomembneža. In da ne bo pomote, filmu ob vsem naštetem nikakor ne manjka resne zgodovinske analize, le da je ta zapakirana v živo pristno celoto. Takšno, ki ni še ena suhoparna študija ali neprepričljiva moralka, pretvorjena v audio in video format. Fiume o morte je hrvaški kaloden film, ki zgodovino obrne na glavo, oziroma bolje rečeno nazaj, na pravo mesto, tako da jo iztrga dominantnim pripovedim in navidezno objektivnim zgodovinopisnim zgodbam ter jo vrne nazaj ljudem. In to ljudje znajo ceniti, saj je film na Hrvaškem postal prava neodvisna uspešnica. Na domači Reki so razprodali že več kot 60 projekcij. In ne da bi bilo to kakorkoli pomembno ob vsem, kar pove, je film tudi presenetljivo prepričal hrvaško filmsko srenjo, da ga je poslala v tekmo za tuje jezičnega Oskarja. Slovenska filantropija že od leta 2010 organizira festival migrantskega filma, ki ostaja eden od redkih festivalov na svetovni ravni, ki v spredje postavlja teme povezane z migracijami, azilom in begunci. Del programa se je odvil že poleti. Naslednji teden se bo odvil glavni del festivala, in sicer na različnih lokacijah v Ljubljani, pa tudi v Mariboru, Kopru, Metliki, Žalcu in na Ptuju. Tesa Drev Juh se je o festivalu pogovarjala z izvršnim direktorjem slovenske filantropije, Francijem Zlatarjem. Franci Zlatar, v ospredju tokratnega festivala so ponovno zgodbe o ljudeh, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom iz različnih razlogov, predvsem zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine. Ljudi, ki so v to vrstni hudi stiski, je ta hip na svetu izjemno veliko, predtem si ne smemo zatiskati oči. Filmi pa so sredstvo, ki pomaga odpreti oči, razširiti pogled, obzorje. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, lep pozdrav. Kot ste rekli, seveda skozi film nekako želimo širši javnosti predstaviti
zgodbe ljudi, zgodbe, ki so mogli zapustiti svoj dom ljudi, ki so mogli zapustiti svoj dom zaradi različnih razlogov. Pogosto so to neki prisilni razlogi. Ne? Zdaj, migrante pogosto karakteriziramo na tiste, ki so begunci, ki so nekako upravičeni, da pridejo k nam, da jih podpremo, in tiste, ki to niso, ki so se sami odločili, ne? Nekako s tem festivalom nekako želimo predstaviti različne zgodbe, nekako želimo širši javnosti predstaviti, da je vzrokov za to, da se ljudje selijo danes zelo veliko, da so ti različni, da so povezani tako z vojnami, kršitvami človekovih pravic, kot tudi nekimi zelo slabimi, pogosto nemogočimi pogoji za življenje, in da pač ljudje, da odločitev za migracije ni enostavna, da ljudje pogosto migrirajo zato, da bi nekje drugje ustvarili neko dostojno življenje. Za otvoritev, ki bo potekala v Kinodvoru v Ljubljani, ste izbrali poljski dokumentarec Tiha drevesa. Gre za film s težko družinsko zgodbo, v ospredju katere je 16-letno dekle. Zakaj ta film za otvoritev? Ja, ta film mogoče zelo nazorno pokaže vso to težo sodobnih migracij, begunskih zgodb, ki se dogajajo v Evropi nam pred očmi. Gre za film, ki pokaže, kako družina, medtem ko želi priti v Evropo, ker je v svoji matični domovini preganjana, čemu vse je spostavljena, ne? Se pravi, na beloruski, poljski meji umre mama iz te družine in potem je ta deklica, 16-letna deklica, prisiljena prevzeti neko skrb za brate, za depresivnega očeta, hkrati se vključuje v družbo, v okolje, se trudi, da bi normalno živela v Evropi, ima tudi neke svoje sanje, ki se pa zelo kmalu tudi razblinijo, ne. Se družina nima statusa in družini grozi deportacija, ne. To je mogoče neka taka, bom rekel, prepogosta zgodba vseh teh ljudi, ki iščejo neko zaščito, nek prostor za življenje v Evropi. Prepogosta in prav ničke optimistična zgodba. Bi morda posebej izpostavili še kakšen film ali kakšnega gosta? Pomemben del festivala so namreč tudi pogovori s filmskimi ustvarjalci in ljudmi, ki se ukvarjajo z vprašanjem migracij. Ja, zdaj vseh filmskih gostov bo 19. Morda bi še posebej izpostavil filmsko gostjo Ano Berger, ki je ustvarjalka filma Kje je moj dom, in sicer ta film pa govori o fantu iz Gvineje, ki iz Moskve, kjer pusti svoje dekle, odide v Nemčijo v neki želji za boljše življenje, ne, vendar se to življenje tudi tam izkaže potem kot ne tako, ki se ga predstavljalo, ne, ampak polno nekih izzivov, nekih dilem. Tudi ta film, bom rekel, zelo dobro pokaže neko realnost sodobnih migrantov in migracij. Povejva še, da je udeležba na dogodkih brezplačna, z izjemo ljubljanske projekcije filma Ljubezen ni pomaranča. Franci Zlatar, hvala za pogovor in srečno s festivalom. Najlepša hvala. Ovo sem jaz, Basri. Vsako leto go pomenujem na planina so moje brajke. Če da bom šel po licanski. Boksi. Tega. Stragaži. Niko, kiš ne sme siti zajedno. Preteklo soboto je bila v Kinodvoru v okviru njihovega programa Kinobalon za najmlajše premiera dokumentarnega filma Poletne počitnice Petre Seliškar.
Film se posveča pastirčku Basriju, ki poletje preživlja v makedonskih gorah, kjer z brati in psi šarplaninci pomaga skrbeti za 100 ovc in krav. Film si je ogledala Gaja Pešelj. Čeprav je še vedno toplo, septembrsko sonce že zamenjalo vroče julijske in avgustovske dni, so pravkar končane poletne počitnice še pogosto tema pogovorov predvsem naših najmlajših. Kje si bila pa ti poleti, a veš, kako je bilo lepo, ko smo, mi smo šli pa letos in tako dalje in tako dalje. Večina otrok dolgi poletni premor med poukom običajno izkorišča za druženje, počitek, zabavne dejavnosti, potovanja in razne dejavnosti, a ne tako daleč stran je gora Solunska glava, kjer so bile osrednje snemalne lokacije filma Poletne počitnice, oddaljena le slabih 1000 kilometrov. In tam živi deček Basri, ki poletne počitnice preživlja popolnoma drugače. Basri je namreč pastir, skoraj tak, o kakršnih lahko beremo v starih slovenskih pripovedkah. Na planini pase ovce, družbo pa mu poleg živali delajo le 3 starejši bratje, od katerih željno črpa pastirsko znanje in trop zvestih psov. Dobra 2 meseca Basri ne vidi ne staršev, ne sošolcev, njegov vsakdan pa je sestavljen iz skrbi za kočo, v kateri bivajo, in opravkov, ki mu jih nalaga najstarejši brat. Ti so seveda tesno povezani s trenutnimi potrebami ovc in psov, poseben poudarek pa je tudi na vremenu, ki zna biti na 2500 metrov nadmorske višine precej samosvoje. Medtem ko najstarejša brata že poznata tudi temnejše plati takšnega pastirskega življenja, Basri na divji gori občuti predvsem neskončno svobodo in posebna odlika filma Poletne počitnice je, da jo je ustvarjalcem uspelo prenesti na filmsko platno. Režiserka in soscenaristka Petra Seliškar je na gori s fanti iz družine Zekirov preživela 5 poletij in ustvarila izjemno topel dokumentarni film z edinstvenim vpogledom v starodavno pastirsko znanje, ki se za zdaj še prenaša iz roda v rod. Ne le naravnost osupljiva vizualna podoba, direktor fotografije je Bran Ferro, mlade gledalce bo pritegnila tudi povezanost pastirjev z živalmi, za lažjo umestitev pa skrbi minimalna in dramaturško izvrstno dodelana prvoosebna pripoved. Poletne počitnice so izjemno zanimiv film, ki odpira vrata v svet, ki ga pri nas ni več moč doživeti, in nagovarja vse gledalce starejše od 10 let. Otroci bodo dobili edinstven, realističen vpogled v preživljanje poletja daleč stran od današnjih civilizacijskih norm. Odrasli kopica opomnikov, kako blizu nas je lahko vse popolnoma drugače. Oboji pa z vrhano mero prave gorske, pastirske svobode. Septembra se je več kot 1500 predstavnikov filmske industrije v odprtem pismu zavezalo k bojkotu izraelskih filmskih ustanov, ki so, kot so zapisali, vpletene v genocid na območju Gaze. Zavezujemo se, da ne bomo predvajali filmov, se pojavljali ali kako drugače sodelovali z izraelskimi filmskimi institucijami, vključno s festivali, kinematografi, radio-televizijskimi postajami in produkcijskimi hišami, ki so vpletene v genocid in apartheid nad palestinskim ljudstvom, so še zapisali. Med podpisniki so med drugim Olivia Colman in Mark Ruffalo, Amy Lou Wood, Josh O'Connor in Tilda Swinton, pa filmska ustvarjalca Ken Loach in Jorgos Lanthimos. V pobudi, za katero stoji skupina Filmski delavci za Palestino, piše, da so jih navdihnili filmski ustvarjalci, ki so zavrnili predvajanje svojih del v Južni Afriki v času apartheida. Do danes je pobudo podpisalo že več kot 4000 filmskih delavcev. Tudi španski igralec Javier Bardem, ki je na nedavni podelitvi Emmyjev medijsko pozornost izkoristil, da je pozval k končanju genocida v Gazi.
V preteklosti je skupina Filmski delavci za Palestino pozvala tudi poznano spletno pretočno platformo Mubi, da naj preneha sodelovati s Sequoia Capital, podjetjem za tvegani kapital, ki je prek investicij v izraelsko vojaško tehnologijo vpleteno v genocid v Gazi. Del skupine Filmski delavci za Palestino je tudi slovenski režiser Jakob Krese, ki se je nedavno v imenu skupine pridružil tudi humanitarni flotili namenjeni v Gazo. Zakaj mu je kot filmskemu ustvarjalcu pomembno, da se je pridružil pobudi? Torej, odzivamo se na poziv palestinskih filmskih ustvarjalcev, ki so mednarodno filmsko industrijo pozvali, naj zavrne molk in da naj stori vse človeško mogoče, da konča svoj krivdo pri njihovem zatiranju. Ko številne naše vlade omogočajo pokol v Gazi, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se zoperstavimo genocidu. Jaz, nažalost, osebno verjamem, da kdor se zdaj ne izreče jasno in javno proti genocidu, lahko zavedno molči. Nikoli več je zdaj. Uporabiti moramo svojo platformo, svoj glas, svoj oder, svoje telo, da storimo vse, kar je mogoče, da ta genocid zdaj ustavimo. In ko to storimo, bomo videli, da nismo sami, da je drug svet mogoče, da nas je veliko in da imamo moč. Od 22. do 24. septembra bodo na Madžarskem potekali 8 dnevi slovenskega filma, v okviru katerih si bo madžarsko občinstvo lahko ogledalo 3 slovenske celovečerne filme. Otvoritveni film bo kriminalna komedija To je rop režiserja Gregorja Andolška. Na projekciji bosta prisotna režiser in igralka Tijana Zinajić. Naslednji dan bo na ogled Odrešitev za začetnike scenaristke in režiserke Sonje Prosenc, sledi mu Opazovanje v režiji Janeza Burgarja. Projekcije bodo ob 17. uri potekale v sombotelskem kinu Agorija Savarija. Predlani so v Monoštru, ki je sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, prvič potekali dnevi slovenskega filma. Letos se tradicija nadaljuje, tako se bo celovečerni igrani film To je rop v tem mestu predvajal tudi v torek, 30. septembra in bo gostoval v kinu Lasla Čakanija. Slovensko premiero bodo na festivalu doživeli tudi filmi Drežniška koza in njeni ljudje v režiji Marka Kumra Murča, Oho film Damjana Kozoleta, Oči Gaze Mahmuda Atasija, Dediščina Dominika Menceja, Kdo bo potrkal na vrata mojega doma Maja Novaković in Punk pod komunističnim režimom Andreja Košaka. Dokumentarec Pod sveto streho režiserja Mihe Mohoriča, ki odpira vrata v življenje romske družine v Sloveniji, bo imel svetovno premiero. V nedeljo bodo na festivalu nagrado Dokumentarno ime 2025 podelili direktorju fotografije in snemalcu Radu Likonu. Po njegovi izbiri pa bo predvajan film Temni pokrov sveta v režiji Amirja Muratovića, pri katerem je Likon sodeloval kot direktor fotografije. Nagrajencu v čast pripravljajo tudi razstavo, ki bo v prostorih mestne občine Maribor. V torek je umrl sloviti hollywoodski igralec Robert Redford. Rodil se je 18. avgusta 1936 v Santa Moniki v Kaliforniji, staršem britanskega in irskega porekla. Redford je študiral slikarstvo in umetnostno zgodovino v Firencah in Parizu, v New Yorku pa se je vpisal na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Leta 1959 je debitiral na Broadwayu, prvi večji filmski uspeh pa je doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku. Pozneje se je proslavil z vlogo v avanturistični kriminalki Butch Cassidy in Sundance Kid s Paulom Newmanom. Naslednji večji uspeh je doživel leta 1972 s komično dramo Kandidat. Leta 1973 je v Barbri Streisand zaigral v romantični drami Dekle, ki sem jo ljubil, in nato še v kriminalni komični drami Želo.
Leta 1985 pa je z Meryl Streep zaigral v biografski romantični drami Moja Afrika. Med drugim je Redford nastopil tudi v glavni vlogi v filmu Veliki Gatsby. Zaigral pa je tudi v uspešnicah Veliki Waldo Pepper in Trije kondorjevi dnevi. Z vlogo v filmu Vsi predsednikovi možje iz leta 1976 je potrdil status enega največjih hollywoodskih imen, čeprav Oskarja za igro ni nikoli prejel. Se pa lahko pohvali z Oskarjem za življenjsko delo, ki ga je prejel leta 2002. Leta 2016 je na podelitvi francoskih filmskih nagrad Cezar prejel častnega Cezarja, leto pozneje pa še Zlatega beneškega leva za življenjsko delo. Redford je poleg igranja delal tudi kot režiser, ustanovil pa je tudi lastno producentsko podjetje in pomagal pri uveljavljanju mladih režiserjev. Konec 70. let je ustanovil danes že tradicionalni filmski festival Sundance, s katerim je želel ponuditi priložnost manj znanim filmarjem mimo velikih hollywoodskih studijev. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Tina Ogrin, Gaja Pešelj, Žiga Brdnik, Goran Tenze, Tesa Drevjuh, Maja Mol, Igor Velše, Vladimir Jovanović in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!